ampak je takrat si utihlo, tako da noben več ni mogel reči, me zahtevati. Ampak ker so me usmilili, sem rekel, veste kaj, ne boste šli načni nazaj domov, usedimo se in bomo nekaj pojedli, pred nekaj se domov. Ne? Ampak, takrat, če bi jaz bil poražen, bi zahteval, ker sem belc, ker imam denar, ker je bel človek, mora sveda imeti denarja, ne? Ker to kar pade iz neba, denar tukaj, ne? Pa tako so rekli prej, tako so rekli, da je tak človek, zato je ta odnos med belimi in črnimi narodi je smeram težak, ker tisti, ki so šli v kolonije, Francozi so bili smeram veliki ljudje, ne, in so jih nosili kot papeža na nosilih, ne? Kolonizatorji so jih nosili na nosilah, ne? To so slike obstajajo, ne? In so ti ljudje so res nekaj izrednega, ne? Imajo denar, torej zakaj ne bi nam dali. To se pravi, da moramo tvegati in biti smera pripravljeni izredno. Neko malo delikatno vprašanje za slovenski prostor, tako. Pred nekaj dnevi je mandatar Velike Britanije v parlamentu, David Cameron, rekel, da ne razume ljudi, ki pravijo, da se cerkev, v tistem primeru anglikanska, verjetno je imel širše, ne, da ne razume ljudi, ki pravijo, da naj se cerkev ne bi vmešavala v družbeno-politične zadeve, ne. In v tem smislu, da ne bi mogla imeti besede pri stvareh, ki so vezane na organizacijo naše družbe, na to, kako je postavljena, in ti v svojem delu dokazuješ, da si nekako izpostavljen tem odnosu s to politiko, to malgaško konkretno situacijo, ne? In kakšen misel o tej zadevi? Vselej, ko govorim na televiziji, na radiju ali s kakšnim novinarjem, sveda vam rečem najprvo, jaz ne delam politike. Tako da vedem, ampak v resnici je politika, kar delamo. Ker kaj je politika v dobrem pomenu besede, delamo za skupno dobro, ne? To je prava, samo beseda se je tako spremenila pomen, da tudi na Madagaskarju danes pomeni politika, to se pravi kraja, golfanja, korupcija, to pomeni politika zdaj, danes. Zato jaz rečem, jaz ne delam politike, ne? S tem se potem malo obranim, ampak mi delamo to dobro in ti ljudje vidijo. In ko domači novinarji rečejo, zakaj pa ta misionar to dela za te ljudi, zakaj pa ta misionar dela taka naselja za najbolj revne ljudi našega naroda, zakaj pa vi ne to ne morete. Včasih me kar naprej postavljajo oni. In zdaj, ko rekel tako za šalo, so včasih rekli, da bi me volili za predsednika. In enkrat na državnem radiju mi je vprašal en novinar, prav, sem slišal, če bi se vi predstavili v volitve, da bi bili izvoljeni. Kaj mislite o tem? Sem rekel, kaj mislim? Da je to klofuta domačim politikom. To je prvo, kar mislim. Drugič mislim, da tisti, ki so to rekli, so me sprejeli za brata, za prijatelja, za nekoga izmed njih in se mi zahvalim vsega srca. In tretjič, sem ko ne verjamem, nisem naiven, da bi verjel to, ne. Samo mene izkoriščajo zdaj, da enega diktatorja, da mu oni dajo klofuto z menoj, ne. Se me vprašajo, ali lahko vaše ime uporabljamo. Oni kar uporabljamo ime, ne. In rečejo, veste kaj vi, ker smo imeli prejšnjega diktatorja Rancila, to je megaloman, ne. Njegovi prijatelji so bili Kim Il-sung, Saddam Hussein, Gaddafi, to so bili njegovi trije največji prijatelji. 20 let. In ta človek še zdaj, in dobro, da temu človeku potem rečejo, veste kaj, mi pa vas nočemo več zapleteti, mi kot tistega belega človeka. To je za njih taka klofuta, da bi rekli, nisi sposoben, kradeš, to ni neče za njega, ampak da rečejo, ni pomoč kot tistega belega človeka. To se pravi, to je za njih najhujša, ko rekel, udarc, ki mu lahko dajo. Pedro, v filmu praviš, da so ti slovenski korenine dale resnost, doslednost, delavnost, ustrajnost. In si tudi danes omenil nocoj, da argentinska kultura ti je posredovala veselje do življenja. In dobro, mi smo zdaj sred krize, vsi smo potrti,
Kako misliš, da bi lahko dejansko slovenski kristjani okužili Slovenijo s tem veseljem, ki izhaja iz te naše vere, ne? Ki je naravnana v onostranstvo, ki se ne konča tukaj, ki nas pelje v srečo Božjih otrok? Ja. Kaj možeš reči s tam? Ja. Kako misliš, da bi lahko okužili Slovenijo z veseljem? Ker sami nismo prepričani, ne? Ja, nimate kakšne injekcije takih. Ni injekcij, ni kakšnih takih zdravil, ki bi rekli, pa to vzem ti tri tablete, ne, in boš cel zjutraj, opoldan in zvečer, ne. Kako pa ti narediš, Pedro? Jaz, kako naredim, veste kaj, jaz sem tudi včasih po tleh, ampak, ko sem jaz vpričan na človeka, jaz ne morem biti pred tem človekom žalosten, ne smem biti potrd, ker zakaj bi jaz na njega slabo vplival, ne? A ne vem, če je to kakšna taka, rekel, jaz ne vem, jaz mislim, da to je, tako sem dojel jaz evangelij, ne? Tako ga hočem živeti, z veseljem, ne? Ne vem, če mi je bilo to prirojeno, ne vem, če je to prirojeno. Ampak jaz vem, da se tudi ljudje, ki se nikdar ne smejo, se lahko smejejo. Jaz sem že to doživel, da ljudje, ki so tako resni. Včasih, ko smo se vozili v tistih vlakih, ki je bilo 8 ljudi noter, ne? 4 pa 4 nasprot, pa smo se dolgo gledali, drugi čez okno, drugo vrata, druge v čevlje, ne? In jaz rečem, jaz sem not bil tako, tudi jaz tako ne začel, ampak potem se zasmeri nekaj zmislil, eno besedo, da sem nekoga go vprašal, ali da sem mu kemu rekel, in takoj si začelo en pogovor s tistim človekom, ne, da si osemlo v tismu prostoru, in drugi so takoj gledali, kaj govorijo, in vemo, da oni tudi govorijo, in potem se tako spelo pogovor, da so se mogli se ti začeti smejati na glas, tako vidite, vi tudi se znate smejati, vidite, kako ste dobro človek. In ko smo prišli na konc, ko smo prišli potem v Pariz, to se je bil večkrat v Franciji, ko smo prišli na konc, smo bili vsi brati med seboj, Vam rečem, pa to ni bilo enkrat, to je bilo vse, kar sem šel. Nikdar nisem se vozil s kakšnim človekom, s katerim ne bi potem pregovoril besede. Kako je žalostno, da bi šli s kom nekom, pa da ne bi s tistim človekom, ki poleg vas 8, 7, 9 ur poleg vas, pa da se sploh ne pogledate. Bolno, veste kaj, ampak zato, ker mislimo, kaj se vmes brigo za njega, jaz grem zdaj tja in konc. Samo zdaj na avionu meni vsi pozdravljajo, veste, ko grem včasih potem tudi na vodo, na stranice, me ustavljajo, pa ste vi mišel na Pedro, sem bo ja, a vam lahko da me ček? Sem bo lahko zelo. To se je zgodilo večkrat, ne samo na avionu, na vlakih, ko čakam v vrsti. Zadnjič v Parizu, ena gospa, so bili dve gospe, so bili tam, so se pogovarjali na sredi ceste, jaz sem mimo peljem enega sobrata, ki je bil na vozičku, pa ena gospa me pozna, me se vrže za moj brat, jaz, gospod, vas ljubim prav, kaj prav to sem prav? Ampak prav, že vzem, to je tako reče, ne, že vzem, tukaj je, ko rečete, ljubim, jaz v Sloveniji, to je težka beseda, ne? To je težka beseda, ne? Tam pa reči, vzem je bolj tako, ne? Zato, kar delate za otroke, koliko ljudi, ki so me dali na vlakih, na avionih, en ček, jaz nisem verna oseba. Jaz ne molim, ampak za te otroke, za katere vi delate, za te ljudi, jaz tudi hočem sodelovati. To mi je vse le prevzelo, ne? Pedro, s to skrivno formulo, za katero smo ti zelo hvaležni, je zaključil z vprašanji. On ima eno zelo pomembno večerjo ob 8 zvečer, ura je 6:20, to se pravi že nekako uro, pa 10:15 smo že tukaj skupaj. Jaz bi izrabil zdajle priložnost, da če se kdo hoče oglasiti z vprašanjem, da hitro dvigne roke. Imamo nekako 15 minut za to, da se gospa... Ja, prosite, kar na mikrofon, dajte. Moram izkoristiti
spopada s sabo. Če bi bil gospod toliko prijazen, da bi se mi noter podpisal. Dobro, to verjetno velja že za marsikoga, sam ne vem, če bo čas. Še kakšno vprašanje? Bo čas. Marko. Bo čas, ja, kar ponesti. Jaz nesem. Sam malo nekaj moram pokazati, kam. Dobro. V Franciji rečejo, kar žena hoče, Bog hoče. Najlepša hvala. Ker sem videla, oprostite, da sem kar ta prva videla. Marko, prosim. Jaz bi samo na kratko anekdotico. Jaz sem bil star 7 let, ko smo se preselili v bližino tvoje hiše, Peter. Katerega leta? Leta 57. No, kaj se najbolj spomnim? Drugi dan, ko smo mi prišli v tist kraj, to je bila periferija Buenos Airesa, mi še niti elektrike nismo imeli v hiši, je prišel tvoj dragi oče k nam na obisk, da nam je dal dobrodošlico. Mama seveda je nekaj improvizirala, dala nekaj na mizo, med drugim tudi eno svečo prižgala, ker se je že noč delala, in ob tisti sveči je tvoj oče potem začel pripovedovati, kako je ušel smrti. In jaz se danes še tako živo spominjam, kako je on pripovedoval tiste detajle in ne, torej ne pove, sej je veliko si že napisal o tem, ampak mene zanima čisto osebno, Peter, ker sem enkrat slišal, ko si ti že rešil 12,000 ljudi na Madagaskarju, da si ga z veseljem poklical, da si mu to povedal. Koliko ta anekdota, ta konkretni slučaj tvojega očeta v tebi deluje in se spreminja v energijo in v vero? Hvala lepa, Marko, za tako, da si spomnil tega dogodka. Veš kaj, moj oče in moja mati oni so me dali to vero. Oni so me posredovali to vero. Ker sem jo jaz mogel potem sam prisvojiti. Ker moj oče in moja mama so verovali kot vsi slovenski verniki, zaupali so, popolnoma zaupali, 200% zaupali. In kar so verjeli popolnoma in so dali življenje za vero. Oni so bili tudi dosledni, kot vsi ti, ki so šli v Argentino, vsi ti Slovenci, ki so se potem skupaj združili okrog Euharistije. Okrog vere so se oni najbolj združevali in še naprej. In zato so ohranili tudi to slovenstvo zaradi vere. In od njih sem dobil prvi, ko bi rekel, zgled v življenju. Od mame, ko je rekla, ko to utrka na naša vrata, moramo vsele nekaj deliti z njimi. Če mi nimamo, moramo pa deliti z njimi tisti kruh, ki ga imamo na mizi. Mama je smela rekla, noben revež ne bo šel iz naše hiše, če je potrka naša vrata praznih rok. To je moja mama delala vsele, to sem jaz videl. Moj oče mi je pa rekel, svele, ki mi je peljal ko ni bilo šole, ko so bili počitnice, mi je oče peljal vsele z njim na gradnjo, ki mi je rekel, prid pomagati. Nisem šel delati. UNICEF danes pravi, da ne sme noben otrok delati. Da ne sme pometati, on lahko samo posnaži, ampak ne sme pa on Ampak jaz nisem delal, jaz sem pomagal bratom in sestram. In oče mi je rekel smeram, Peter, prav, bod pošten. Ti ljudje nam zaupajo, moramo biti pošten. Ne smemo nikdar krasti, ne smemo nikdar delati nekaj, kar ne bi bilo prav. In to se mi že v njegovem zgledu. Enkrat sem ga ogolfal. Sem jaz za 1 uro naprej pomaknil uro. Ker sem mu že zmatran, pa sem rekel, malo, na mesto, da bi bila ura 4, že sem dal 5, ta ura je že ura, gremo domov. In ko gremo domov, pa pride gospodar hiše, prav, gospod Lojče, zdaj greste domov? Ja, je že ura, prav, že ura. In potem popot, ko pridemo domov, to me pelje z biciklom, ne? In pridemo domov, pa mama reče, pa kako ste tako zgodaj prišli? Prav, koliko pa ura je? Ura je prav,
niti 5 dni. Kako je prav, Peter, kaj si ti naredil? In se mogo potem priznati, da sem je na eno uro naprej, da sem eno uro manj delala tam v Bane. Viš, Peter, kaj bo zdaj mislil ta gospodar, da ga hočemo, viš, ne bi tem lahko obdelo dal. To, vidite, malo golfije, ne? Ampak dobro sem se naučil, da ne smem več to delati, ne? Dobro, to mi je oče dal to poštenost in resnost do dela in ljubezen do dela. Vse to sem dobil njega. In ko sva delala, koliko sva govorila o tem, kaj je on sam preživel tukaj, ko je bežal, ko se je rešil smrti nad Bernico. Koliko smo debatirali oba, pa zakaj niste tako naredili, pa zakaj ste se vdali, pa zakaj ste, kot šli, da so vas tako pobili. Prav, kar smo verjeli zaveznikom, ne, kar so že enkrat, ki so bili že v Avstriji, zakaj so potem se vrnili. Prav, mi smo verjeli zaveznikom, da nas ne bodo prodali, da nas ne bodo izdali. Potem smo pa tudi verjeli, da Slovenci nas ne bodo kar tako pobili. In tako so verjeli in potem so šli v smrt, In to, seveda, ta zgled očeta, ne, ki si je zatekel v sveti družini, da je ostal živ, si je zatekel v sveti družini. On si je dvakrat razvezal, ko so ga tretjič zvezali, so ga še bolj močno zvezali in si je kljub temu razvezal. In to je bilo pred smrtjo, to nekaj par sto metrov tam, ki so jih pobijali, ki so jih streljali. In takrat je zmolil molitev v sveti družini, Jezus Marija Jožef, če je vaša volja, da še živim, pomagajte me, da lahko idem. In si je razvezal. On sam ne ve kako, to so dolgo prepovedovanje, ampak potem v en mesec v gozdu je prišel ven v Italiji. In moj oče je bil tak zgled zame, tak zgled in tako priljubljen, tam kjerkoli je delal, tako priljubljen, da če je bilo kdaj, ker sem problem dela v Argentini, da je smenem delal, so rekli, ta človek, če imate kaj za narediti, ta človek je pošten, mu vse lahko zaupate in dobro dela. In to je meni ostalo, in to je, jaz ne moram biti drugačen, In mama pa ta ljubezen do revežo, to so moje korenine. Imamo še eno vprašanje, gospa, še kakšno drugo vprašanje, dvignite roke, prosim. Tam zadaj, če bi morda v sosednji sobi še kdo komu dali priložnost. Gospa, prosim. Jaz nimam čekama, pa povedam. Gospa nima čekama, pa povedam. Dobrodošla. Še kdo? Pa nisem navijonil danes. Zrabimo priložnost, dobro. Sicer pa damo še besedo gospe. Jaz bi vas vprašala, kaj vam več pomeni ime Peter ali Pedro? Ja, lepo ste povedali, lepo ste vprašali. Pedro, na telefon, na mikrofon. Ja. Samo jaz bom šel zdaj tjede, no še oni ti. Ja, veste kaj, se zastopi, no? Tam se sliši? Vsi slišimo. Vpraša gospa, zakaj Pedro, ne? Veste kaj, v Argentini je Pedro, ne? Bi prišel v Francijo, Pierre. Pridem v Italijo, Pietro. Pridem v Slovenijo, Peter. Pridemo na Madagaskar, Piera. Tako da bi... Ampak moje ime, ko je bilo prvič upisano v eno uradno knjigo, so napisali Pedro Pablo Opeka. To je bilo prvič, ko sem bil v Argentini, so mu upisali v tisti bolnici, v knjigo, rojstev Pedro Pablo Opeka. In to je bilo 29. junija tudi. Nekateri so reči, zakaj se ne imenuješ Peter, ker je to ime, nekaj pove malo zgodovinski vzrok. Opeka je zelo slovensko ime, ne? Pedro pa ni. Se pravi, pa zakaj je potem ta Opeka Pedro? Zato, ker moj oče in moja mama sta mogla zapustiti njihovo domovino in iti drugam, iskati drugo domovino, v Argentino. In danes lahko rečem, kako je bila Argentina dobra. Kako je bila Argentina dobra, ko je sprejemala vse ljudi, z odprtimi rokami. Mi, slovenski Argentinci, smo hvaležni Argentini, da nas je sprejela in nas je sprejela z veseljem
in nas niso nikdar zapostavljali, nikdar. In smo se čutili, nam so rekli, da smo Poljaki, ne, ker smo bili bolj plavih oči ali bolj blond, ne. So rekli, Polakov so nam rekli, ne, Marko Wilfan tudi tam. Ampak nikdar zaničevanje. Torej, to ime Pedro govori tudi o zgodovini naše družine. In ta zgodovina se ne sme pozabiti. In vi ne veste, kako je bil moj oče, moja mati, kako so bili ranjeni, vsi drugi Slovenci, kako so bili ranjeni, ko so šli prostovoljno, so izpodili Slovenije, ne? Ker so mogli reševati njihovo življenje. In vi ne veste, koliko so ti ljudje, so se uživeli v Argentino, so se uživeli v tisto novo okolje, v argentinsko, ampak so ostali vedno Slovenci. In ko je bila slovenska ura vsako soboto na argentinskem radiju, kakšna tihota je morala biti v naši družini. Je mogla biti tihota, ker ata je poslušal, mama se poslušala slovensko glasbo. In tisti je bila ena taka nostalgija, tako, ko bi rekel, kažem, nostalgija, ja, domotožje, tako domotožje, veste, to je bilo tako težko, tisto domotožje tam, težko, če bi lahko to vago, bi to bilo več ton. In zato, ker so ljubili to domovino, za katero. Zato sem me imenujejo Pedro, ker je moje ime tudi prvič zapisano v prvo knjigo, tako, ne, ne vem, če sem razložil, gospe. Tukaj pa jaz vidim veliko prijateljev, profesorjev, duhovnikov,